Če se oblačil ne šivate sami, tako kot to počne poslanka, ki smo vam jo ravnokar predstavili, potem za vas to delo opravljajo šivilje. Dan z njimi je preživela Bernarda Radovan. Danes si bomo že v zgodnjih jutranjih urah ogledali delovni dan šivilj, sedaj pa samo še počakamo, da pridejo na svoja delovna mesta. Zelo kmalu jih dočakamo in ko se zberejo vse, sledi oblačenje v delovne halje in priprava za na delovno mesto, kar sem storila tudi sama. Začetna faza dela se začne v krojilnici, danes bodo izdelovale delovne obleke, pa grem jaz kar povprašati, kako delo poteka. Brisujem kroje, katerega seveda dobim prej nalog in po tistem nalogu pač izdelamo na začetni fazi, vzamem kroj, številko in ga obrišem na blago. Pač prej pa še izberem blago, barvo in vse, kar pa še zraven. Obrežem in gre naprej v proizvodno. Zdaj le grem pa v šivilnico, kjer se dogaja druga faza v nastajanju izdelkov. Trenutno šivam žepe na bluzo z Akrapovičem. Najprej treba zarobiti vse žepe, spodne in zgornje, uratnike in zapestnike pripraviti, potem se jih začne pa šivati. Najprej mi žepe našivajo na drugo mašino, potem pa jaz vse sestavim, ustavim rokava, sprednje pa zadnje dele dam skupaj, spodnje, potem pa tako skupaj pasu dam. Kaj obvezno oprema vsake dobre šivilje? Kaj potrebuje? Škarje. Vse kaj drugega? Pa dobra volja. Tukaj dobim sestavljen izdelek in jaz imam končno fazo. Zarobim hlačnice, zapestnike izdelam, šivam zadrge, ovratnike. Ker delam kombinezon, imam tudi plastiko v pasu, prišijem. A ste tako v otroštvu kdaj šivala oblekce za svoje punčke? Ne, to nisem, ne. Želja pa je bila, da postanem šivilja. Bi pozvala mlade, da se odločijo za ta poklic? Ja, glede na današnji čas ne bi ne vem kaj, ne. Zdaj mora biti želja, da bo pol v tem uspela, ne. Tukaj v šivilnici šivilje dokončajo vmesno fazo izdelka, končen izdelek pa je izdelan v tem prostoru. Mi lahko poveste, kaj delate? Tukaj moje osebno delo je pregledovanje komadov, skrb za pravilno izdobavo in pravočasno in koordinacija med delavci in lastniki podjetja. Kako to, da ste postala šivilja, je bila to vaša želja? Moja stara mama je bila šivilja in takrat sem tudi jaz včasih kakšno flikco dobila, ker jih je bilo škoda. Pa sem se pa odločila pred veliko leti že, da bom delala to. Kakšne so pa kvalitete vsake dobre šivilje? Ja, kvaliteta je, da je to res strogo v šiviljstvo, da je res recimo šivilje pristoji tega dela, da z veseljem dela in pol je tudi sigurno kvaliteta ven pride. Za konec pa se še sama sicer po ženi vaji sprobam v šivanju gumbov na blago. Glede na to, da sem jih prvič šivala s pomočjo stroja, se mi je šivanje zdelo zelo zanimivo. Uspelo mi je, gumb se fino drži, tako da me je gospa kar dobro naučila. Eden izmed težjih poklicev je zagotovo poklic rudarja. Dan v rudniku živega srebra v Idriji je preživel Jan Porič. Tole je rudarska obleka, škornji, čelada, lučka, pa tale obleka, tole bom zdaj vse skupaj nasedal. Z mano je pa že upokojeni rudar Jože Pavšič, v bistvu kje se nahajava trenutno. Tle smo sedaj v rudarski prizivnici, tole pred nami je rudarski nadzornik. Vsako jutro ob 6 oziroma v preteklosti ob 4 zjutraj so se tu noč zbirali rudari pred odhodom v podzemlje. Delovnik je bi normalno dal 7 ali pa 8 ur. Še pozdrav, preden greva v rov. Srečno. Srečno, pojdimo. Take liste so imeli pa rudari, da so lahko hodili v jamo. Ni glih preveč prijeten, ker ful veter piha in je kar mrzlo. Trenutno se nahajava na globini 100 metrov. Koliko je pa vseh rovov tle v Idriji?
Izkopanih je bilo pod Idrijo preko 700 km rov. Koliko rude se je pa približno izkopalo v vseh teh letih? Okoli 4 milijone kubikov materijala, to pomeni 1,5 Keopsova piramida. Kateri les je bil pa najbolj primeren za to? V rudniku se je v glavnem uporabljalo igličast les, smreke, jelke, bor. Tukaj lahko vidimo, v kakšni temi so mogli rudarji delati, pa takle glasen zvok je bil, ni bilo glih najbolj prijetno, ne. Tale pa trenutno vrta. Ko smo zvrtali luknje, se pa pol ustavil dinamit, da se lahko razstreli. Ok, ogenj. In cela jama se trese in bobni. Po eksploziji nastane takle kup rude, malo večji kosi, malo manjši kosi, potem je treba pa to rudo naložiti. Rudo je treba odpeljati iz jame ven, to je takle stroj, ki naloži, pa odpelje ven, da le gom pa zalaufal. Kar glasen je bil, ne. V bistvu kaj je to za nama tukaj? To za nama je kamnina karbonski skrilavec, v katerem se nahaja samorodno živo srebro. Zdaj pa čez za malco, v bistvu kaj so rudarji jedali? Suh kruh. Kruh pa če prinesel doma, zdaj če bi kdo kar bo pa denareš na klobaso, malo salame. Tole je takšen WC, ki so ga rudarji uporabljali. Kako je bilo pa z zrakom v jami? Ja, od začetka ni bilo dejansko nič, ne, so sam na naravno zračeni, šli se prav zimski časi, so bili bolj prezračeni, rovi polet manj. Kako pomembna je bila za rudarja kapela? Zelo. Mi se sedaj nahajamo v kapeli Svete Trojici, tle vidimo tudi zavetnico rudarja Sveto Barbaro in Svetega Haca. In tle so rudarji vsako jutro uporabljali za molitve, priprošnje, odhajali na delo, se vrnili zahvala, 2-3 maše na leto so bile povprečno in pa koncem druge svetovne vojne je bila zelo obiskana, ker mesto je bilo večkrat hudo bombardirano. Tle smo približno 27 metrov pod zemljo. Samo še tale tunel nas loči in bomo potem zunaj. Kako v bistvu nastane takle živo srebro iz ene takele kamnine? V glavnem to rudo, ko so rudarji spravili na površje, so najprej zdrobili na manjše dele, potem pa temperatura rabiš tam okoli 600 oziroma 700 stopinj. Pri tej temperaturi živo srebro izpari iz te kamnine. Te pare se ohlajajo. Končen produkt, živo srebro, v tele flaški ga je pa približno 1 kilogram. Vesel sem, da sem spet zunaj, kjer je svetlo in toplo, v jami je kar precej temačen, pa mrzlo je. Veliko število srednješolcev se odloči za vpis na družboslovne smeri ali ekonomijo. Na ekonomijo z razlogom, da bi postali uspešni poslovneži. Z enim izmed njih se je družila Tina Zorman. Vsako leto na slovenskih univerzah diplomira največ študentov z področja ekonomije. Kje se lahko zaposlijo in ali njihovo delo res predstavlja celodnevno sedenje v pisarnah, podpisovanje računov in potovanja v tujino? Ena od možnih zaposlitev je borzno-posredniška družba, kjer izvem, kako poteka delovni dan diplomiranega ekonomista. Moj delovni dan se začne nekje ob 8 uri zjutraj. Od takrat so tudi naše uradne ure. Nekje v prvi fazi je to kavica in pa seznanjanje z dogajanjem v preteklem dnevu oziroma tudi po noči. Preberemo dnevno časopisje, pogledamo najbolj aktualne spremembe na trgih. Kapitalski trg nikoli ne spi. Torej, ko Evropa in Slovenija spi, se dogaja v Aziji, ko Azija spi, se dogaja v Evropi in v Ameriki in podobno. Sestavljanju pogodb, sestavljanju ponudb, vkolikor gre za nov projekt, seveda se je potrebno sestati stranko, je potrebno upraviti sestank, kjer se predstavi možnosti za sodelovanja. Nismo v celotni fazi samo pač omejeni na svoje delovno mesto, na moj lasten računalnik. Veliko je tudi, bom rekel, dinamičnega dela, potovanja tako v tujino, kot tudi pač sestankovanja po različnih delih Slovenije. Koliko časa pa traja vaš delovni dan? To je pa zelo različno. Uradno so naše uradne ure od 8 do 4 popoldne. Moj delovni dan se ponavadi začne nekje med 8 in 8:15, zaključi pa se nekje od 4:30, pa odvisno od tega, kaj trenutno delam oziroma kakšne roke imam za dokončanje tega dela. Tako da bi lahko rekel, da sem pač upravljam precej pester poklic.